Jaz vas lepo pozdravljam. S mlajšo kolegico, ki začenja doktorski študij filozofije sicer, je pa na inštitutu IRSA. Prijavljena je dela pri nas. Sva zasnovali en prispevek, nekako sva se lovili, kaj bi, da bi tudi njej ustrezalo. Meni pa itak ustreza družbena kriza, s katero se ukvarjam že 10 let. In moram kar reči, da poriv za ukvarjanje z družbeno krizo je bilo moje skoraj 10-letno novo v razmikih proučevanje diplomantov in njihovega zaposlovanja in s tem tudi univerz in lizbonske reforme in skratka vseh teh postopkov, iz česar sem tudi že imela 2 prispevka na Novi reviji v, kako lahko temu rečemo, diskusiji razmerja in razmerja v Sloveniji. In ko enkrat začneš neko temo, se kar vleče in moram reči, že pri proučevanju izobraževanja, visokošolskega izobraževanja, sem prišla do tega, da stanje na tem področju tam nekje že okoli leta 2010-11 nakazuje na družbeno krizo. Zdaj ne bom razlagala tega, kar sem razlagala takrat v razmerah in razmerjih v Sloveniji, zakaj in kako, ampak takrat sem prvič dobila nekako, sem začela širiti to področje na družbeno krizo, ki se je potem nadaljevalo tudi na teoretske, rečemo, osnove oziroma opredelitve družbene krize. In nekako se mi zdi, da če bi sociologi spravili vse te probleme sodobne družbe danes in morda še kakšna disciplina pod dežnik družbene krize, bi nam bilo morda lažje sistematizirati in proučevati vse te pojave, o katerih na primer je bilo do danes govora in slišati, tudi iz različnih disciplinarnih področjih, kar je edino smiselno za današnjo krizo zahodne družbe, ki jo je imenoval kolega in mi je izraz zelo všeč, ko smo imeli v Strunjanu srečanje tudi s tujimi kolegi, tudi en primerek govor tudi o krizah v Nemčiji, na Švedskem, na Hrvaškem, polikriza. Ko se srečamo z polidružbeno krizo, ta pravzaprav zajame vsa področja dejavnosti, vse družbene podsisteme in tudi vse discipline, ki se pač ukvarjajo z kriznimi pojavi oziroma z anomalijami oziroma z umanjkanjem smisla in z razvrednotenjem vrednot. Tako to se mi zdi en dober okvir. Kot vidite, največ fokusa v teh, to so avtorji iz različnih disciplin, to niso vsi sociologi, ki pišejo o krizi. In največ poudarka pri proučevanju kriz se je dajalo doslej in se še daje pač krizam v strukturi, v družbeni strukturi, krizam institucij, krizam subsistemom. Na drugi strani imamo pa pogled na krizo, ki je v manjšini, če tako rečem. To je pogled z vidika človeškega delovanja oziroma kriza je man-made, kriza je posledica človeškega ravnanja. Zdaj, kar se tiče krize smisla Bergerja in Luhmanna, na katero sva se pol nadaljevanju z kolegico osredotočili, bi lahko rekli, da se nekako njena opredelitev začne z
tem drugim, z izhajanjem iz krize človeškega delovanja, iz vsakdanjega življenja, iz delovanja v vsakdanjem življenju posameznika in se potem nekako razširi tudi na strukturalne oziroma institucionalne dele, kar bomo videli v nadaljevanju. Nekako sva postavili, sva naredili dve poglavji, eno sistemsko empiricistična obdelava krize na eni strani, na drugi strani kriza delovanja in kriza smisla kot nek drug pristop, ne. Z tako sistematizacijo kriz, to se pravi strukturalno, če vzamemo že Parsonsa in njegovo sistemsko teorijo in subsisteme, je relativno lahko določiti in pa empirično dokazati krize. To je pač empiricizem, ki uporablja kazalce in tudi meritve za te kazalce, ki niso samo znanstveno uporabljeni, ampak so uporabljeni v politiki, so uporabljeni v ekonomistih, dobro poznate, v opredeljevanju ekonomskih kriz, fiskalnih kriz, in pa tudi, ko smo proučevali v enem drugem projektu, na kar se tudi nanašava s kolegico večjem, tudi v času pandemije so bili jasni indikatorji in meritve zdravstvene krize oziroma pandemske krize, ne. Torej, empiricizem, ki predpostavlja, da je resničnost tisto, na kar se osredotočimo in kar lahko pač naš fokus zajame in je identično temu, kar s pravimi znanstvenimi metodami zajamemo, je prava resničnost, ne. To je ta, bi rekla po Lukmanovsko, znanstvena konstrukcija realnosti, ne. Da pač, in ta je po moje prevladala v današnji moderni družbi, da pač vse, kar znanost ugotovi, tisto jemljemo kot fakat in tisto je neka resničnost, s katero operiramo in seveda imamo pa še druge resničnosti, ampak ta je tisti temelj, predvsem zaradi česa, predvsem zaradi tehnološkega napredka in vseh teh novosti, poplave novosti, ki jih imamo, ki jih uporabljamo, za katere smo zvesti potrošniki, a ne, in nas navdišujejo že naše otroke in sploh smo vzhičeni, magari tudi nad umetno inteligenco, a ne. In ta empiricizem je privedel v ta zame pretirani tehnologicizem, a ne, ne samo in potrošnjo tega tehnologicizma. V takem primeru, ko hočemo določiti neko krizo, z nekimi kazalci se pač moramo poslužiti teh kazalcev, ki so tudi znanstveno dokazani, ki niso samo, rečemo, ki je zdaj tle ta prehod iz znanosti, strokovnosti na politiko. To sem že enkrat doktor Šuštaršiča vprašala, čistko ad personem, a ne, ko se strokovnjak, ki pozna te iste kazalce in merjenje s temi kazalci, znajde v politiki, kako lahko operira, kajti dokler se ukvarjaš s temi kazalci samo kot znanstvenik, strokovnjak, vidiš vse njihove pomanjkljivosti, vidiš vse prevare, vidiš, kako, na primer, zaposlitev diplomantov, kako se je tekom mojega proučevanja zaposlitve diplomantov na Uradu za statistiko spreminjalo zajemanje in kriterij za zaposlitev. Dobesedno kazalci se spreminjajo glede na potrebe politike in na koncu potrebe, da ustrežemo Evropski uniji.
kakšne vse prilagoditve se lahko za to delajo, ne? In ko nek znanstvenik, kot jaz aplikativna raziskovalka, kot aplikativen raziskovalec, to gledaš, bi najrajši rekel, vrš vse proč, ali pa tako, kot so rekli naši stari računalničarji, garbage in, garbage out, a ne. Te mine, ne, mislim, ko gledaš, to je Franec celo knjigo napisal, kaj je z evropskimi velikimi databazami, ne, koliko je v njih felerjev, če rečem, kar tako po domače, ko se jih lotiš gledati z nekim minimalnim statističnim znanjem, ampak samo, da primerjaš longitudinalno, pa po državah, pa vidiš, kakšni čudni priskoki so v tem. Ne? Zato jaz sem bila na začetku vneta empiricistka, sem mislila, da se da vsa družbena dejstva kvantificirati, ampak potem sem hitro preskočila v kvalitativne metode zaradi tega, ker sem videla, kako bi rekla, kaj vse moraš spregledati že pri osnovnih računih verjetnosti, ker vse temelji na verjetnosti in kaj vse moraš spregledati, da naprimer dobiš en BDP ali pa dobiš eno stopnjo zaposlenosti v Sloveniji ali pa zaposlenosti diplomantov. Kaj vse moraš statistično, matematično spregledati, a ne? Bi dvomil tisto, če bi to Igor verjetno več ve, kaj je matematika, ne? In tako smo mi pač skonstruiramo neko realnost in operiramo z neko realnostjo na osnovi teh kazalcev, ki tukaj vidite za 3 vrste kriz. 3 vrste kriz sem izbrala zaradi tega, ker sem hotela pokazati, kako pogosto se ukvarjamo in smo se ukvarjali z ekonomskimi krizami in kako redko se ukvarjamo z družbenimi krizami in kako je pravzaprav družbena kriza umbrela, ne, pravzaprav prekriva ekonomsko krizo. Ima vse tiste kazalce, ki so v ekonomski krizi plus svoje kazalce. Se pravi, kako lahko molčimo o družbeni krizi, zdaj smo dali skozi 3 ekonomske krize v tem času, ko jaz gledam, ne, na družbeno krizo, ampak družbena kriza se stopnjuje, ekonomske krize, boste vi več vedeli, se nekako porihtajo, ne, na ekonomski način, dočim družbena kriza se pa stopnjuje. Vsaka nova ekonomska kriza v zahodnem svetu, oziroma vključno z Ameriko, ne, prinese dodatek k krizi cele zahodne družbe. Tretjo je zdravstvena kriza, ki se zato vključujem, ker bo na koncu kolegica govorila o empiričnem materialu, ki smo ga zbrali v okviru te ekstremne študije, ekstremnega primera družbe slovenske družbe v času pandemije, a ne. Skratka, moj apel je več pozornosti družbeni krizi, ki subsumira druge krize, drugih subsistemov, interdisciplinarnost, več takih srečanj interdisciplinarnih z iskanjem nekih rešitev, ker mislim, da se kriza, bom rekla rapidno, ampak da se iz leta na potenco, no, bom tako rekla, na potenco veča, ne. Drug primer, ne, v tistemu empiricizmu in ko imamo jasne kazalce in ko imamo jasne tudi meritve, kako se lotiti krize, je pa primer krize smisla, ne, ki izvira iz, eno sem preskočila, fenomenološka obravnava, ne, ki tudi govori o krizi, ampak z vidika krize smisla, ne. In že Husserl in Schutz sta na nek način definirala krizo smisla, ta prvi kot najpogosteje, to je zanimivo pri Husserlu, ne, on pravi, ko začnemo razmišljati o smislu, ne, smo v krizi smisla pravzaprav, zaradi tega, ker začnemo razmišljati o smislu svojega življenja, v smislu
moje vsakodnevne rutine, naprimer, da si perem zobe, a je to smiselno ali ne, takrat že postane ta moja praksa krizna, ne, ker sem začela o njej razmišljati, ampak kar je, se mi zdi zanimivo, kriza smisla najpogosteje ni posledica pomanjkanja smisla, ampak prej njegovo preobilje, ki kaže, da nobene njegove različice, vključno z lastnim smislom, ne gre jemati za samoumevno. Tle se nekako približamo nihilizmu, če jaz filozofsko ne vedel, ne, ampak dejansko, da ni to, da nam zmanjka smisla, ampak preveč smisla je okoli nas in takrat vsaj po Husserlu se pojavi, da začnemo razmišljati, da so naše rutine smiselne ali niso, ne. Šuc pa daje veliko na predsodke, ne. Sicer pove, da je zmeraj relacijska in dopušča raznolikost smislov, ampak pri njemu gre za predsodke, da se pač, on to jemlje, da se predsodki pojavijo v neki skupini, ki se pol uperijo napram drugi skupini in me še kdo to bolj. No, glavno sta Berger in Luhmann, zato ker jih tudi nekako se da operacionalizirati in tudi ona dva sta tudi imela namen in sta tudi svoje delo, družbena konstrukcija realnosti, sta veliko vložila v poskus operacionalizacije in izvedbe intervjujev in pridobitve empiričnega gradiva. Luhmann je delal to tako natančno, da je bilo zato potrebno ogromno sredstev. Še v Konstanski univerzi je to zbral skupino in pol so sredstva zmanjkala, ostali so pa njegovi učenci, ki še zmeraj delajo na tem. Drugače pa je njuna definicija smisla, pač izhajata iz subjektivne konstrukcije smisla, ne, začneta pri posamezniku in skozi socializacijo sledita konstrukciji smisla, ki pa je pač pri posamezniku, ki je razvojna, ne, ampak nikoli ne poteka v izolaciji, ampak zmeraj se nadgrajuje recimo z okoljem, z družinskim okoljem. Po Bourdieuju bi lahko rekli, da je tle prisoten že kulturni kapital, se pravi tisti kapital, v katerega se človek narodi, in potem skozi stik z institucijami od, rečemo, zdaj zbanalizirala, vrtca, šole in tako naprej, dobiva ta smiselni svet posameznika vedno širša obzorja in se nadgrajuje. Seveda pa je lahko, zdaj ona dva ločita, v družbah, ki so stabilne in ki imajo obvezujočo in strukturno stabilno zasidrane vrednote in ki ne problematizirajo teh postopkov socializacije in učenja. Proces socializacije, institucionalizacije, tam poteka nadgradnja smisla skladno, dočim družbe, ki tega nimajo, pa so dovzetne za krize in se v njih krize pogosteje pojavljajo. Potem sva se orientirali na slojevitost, pač slojevitost konstrukcije in področja smisla, s tem namenom, da sva lahko nekako naredili operacionalizacijo oziroma shemo, kako strukturirati intervjuje in analizirati intervjuje, ker Luhmann in Berger imata zelo določno izrečeni in, kako bi se reklo, jasni dve dihotomizaciji, in sicer na vsesplošno dostopen smisel in smisel z omejenim dostopom, to je prva glede na dostopnost smisla in drugo glede na raven objektivizacije smisla. Da rečem še par besed o tem,
da subjektivni smisli morajo, je nujno, da dobijo tudi družbeno objektivizacijo preko institucij, preko primarnih skupin, v začetku preko družine, se pravi, le pride do tega preskoka iz subjektivno dejavnostnega pogleda na konstruiranje smisla na strukturno plat, kot smo prej rekli, da ta strukturna plat ni mogoče konstruirati smisla, če se smisel ne osmisli v nekih institucijah oziroma v nekih družbenih enotah. Šele potem dobi svoj pomen, družbeni pomen, zgodovinski pomen, se vpiše v zakladnico znanja neke družbe, skratka je, govorimo v pravem smislu. Ta pa vsebuje, po Luhmanu in Bergerju imata tle noter celo vrsto, poleg vrednot, še razne tipizacije, potem zemljevide, ki nastanejo, kako posameznik lahko ravna v vsakdanjem življenju po zemljevidih, ki jih konstruira iz svojih osebnih izkušenj in iz tega, kaj reflektira in kaj se nauči iz družbenega okolja. No, en smisel je vsem dostopen, drug smisel pa, kot vidite, ga tvorijo tisti, ki producirajo smisel, so družbeni produktorji smisla in ga tudi širijo na vse ostale, a ne. Posebej omenjata Berger in Luhmann institucije ponudnice smisla, o čem je bilo prej tudi govora, in takrat postanejo posamezniki, potrošniki smisla, a ne, in pač ste pa tudi vi pravi, je teh ponudnic smisla ogromno, zato se vse zmeraj več in kopiči se, ne, in to govori tudi v prid temeljni tezi Bergerja in Luhmanna, da nastane kriza smisla prav zaradi pluralizacije moderne družbe, to je razslojevanja, strukturiranja na vseh različnih nivojih in potem zaradi take ogromne ponudbe smisla, ne. Druga raven pa je objektivizacija smisla, pa je glede ta prvi naš, rečemo, subjektivni nivo, ko osmišljujemo svoje izkušnje, potem drugi nivo, ko se soočamo z osmišljevanjem teh svojih izkušenj napram institucijam, v kire smo vpeti, napram družini, napram delovnem okolju, in tretji nivo, ko ta smisel preraste v družben smisel, ki je splošno uveljavljen, tako kot bi rekli, kaj jaz vem, kot če bi rekli trg dobrin, je splošno veljaven princip za Slovenijo in za vso Evropo, a ne. Zdaj, če to se sklada z našim subjektivnim smislom in če to mi internaliziramo, potem nimamo nobenega problema z družbeno objektivizacijo našega subjektivnega smisla. Če pa si mislimo, ne, to ni tako, ne, izkušnje, enostavna razlaga, niso take, jaz to ne podpiram. In tako, zdaj jaz predajam tisto, kar so zdaj na koncu povedala, je bila neka osnova za, tako sva midve oblikovali strukturo za intervjuje, ki žal nisva imeli časa izvesti, sva pa analizirali že obstoječe intervjuje iz pandemske krize v Sloveniji kot zelo pokazalne, ker gre za nek ekstremen primer krize, kot je bila pandemska kriza. Sam še to bi dodala, ne, tam, ko sem pokazala tisti empiricističen pristop k krizam v Sloveniji, a ne, na primer, ekonomski ne bi nič rekla, bi lahko kaj rekel, ampak k krizi zdravstva, ne, mislim,
zakaj čem naprej raziskovati krizo zdravstva, ko ravno kar smo bili obveščeni, da bojo gradili neko elitno bolnišnico s 150 poslami, skratka, dogradili bivšo elitno bolnišnico Petra Držaja, hkrati pa poslušamo, kaj je z interno kliniko, že 10 let se stiskajo na hodnikih, kaj je z onkologijo v Mariboru, kaj je z onkologijo v Ljubljani, kaj je z zdravniki, kaj je s predlogom zakona. Ne vem, če bi sploh komentirala, mislim, ker pravzaprav me je sram. Me je sram, da lahko nekdo objavlja v javnih medijih take stvari in ima mene osebno in še vse ostale gledalce in gledalke, ki mislijo svojo glavo za bedake. Mislim, res za bedake. Ne? Se nehaš počutiti državljanko in ravno razmišljam, da moram vsaj za 3 mesece prekiniti sledenje javnim medijem. Drugo pa, kar se tiče diplomantov. Jaz sem opozarjala že na začetku tega tisočletja, ko je bilo leto 2010, da naš visokošolski sistem po osamosvojitvi drvi v odpiranje ampak pod narekovaju novih študijskih programov. Dokazala sem, da ne dela trg delovne sile, mladinski trg delovne sile ne deluje. Da izobraževalci in zaposlovalci nimajo, ne bom rekla manjkajo kontakti, komunikacije, nimajo strategije, ne eni, ne drugi. In zdaj pa gledam predlog zakona za davčne reforme in vidim, da bojo dali beneficije tistim zaposlovalcem, ki bojo zaposlili visoko izobražene strokovnjake iz tujine. Naši strokovnjaki se je pa zakonodaja tako spremenila, da lahko napišejo, da so vsi zaposleni, so pa zaposleni prekerno na projektih, bodisi ogromno se je povečalo samozaposlovanje, vse to so nizki prispevki, na stara leta bojo reveži, ne bo imeli od česa živeti. In sem skratka, ko pol preberem to o davčni reformi, pa si rečem, pa kjer norc, pardon, se pa to zmišljuje, no. Mislim, oprostite, ampak res se mi zdi, da ne vem, no, Fran je govoril sprenevedano in lepe besede uporabljal, jaz pa kar malo gršen. Hvala, Darka, živijo vsi. Torej, zdaj smo slišali nekaj o teoretičnih zasnovah konceptov krize družbe in pa tudi nekaj o krizi smisla. Jaz bom pa skušala te neke koncepte malo prizemljiti in bom govorila tudi o empiričnih podatkih, ki jih je tudi že Darka omenila. In sicer intervjuvali smo zdravstvene delavce v času pandemije koronavirusa. Preden pa pridem do tja, samo nekaj osnov, torej nekako, kot je že Darka omenila, sva začeli z teoretično zasnovo Bergerja in Luhmanna. In torej zdravstveni sistem kot podsistem družbe predstavlja institucionalno strukturo, ki je običajno objektivizirana in osmišljena na teh 3 ravneh. Torej na subjektivni ravni, v smislu posameznikov, torej zaposleni in pacienti, potem na intersubjektivni ravni, torej v smislu teh manjših družbenih skupin, delovne enote, timi, tudi intermediarne institucije, in pa potem je še tukaj družbena raven, torej posamezne zdravstvene institucije, tudi zdravstvena politika in samo ministrstvo. Ta struktura vključuje jasno opredeljene cilje, poti za delovanje in vrednote za posameznike, ki so vpeti v njo. In vendar pa je v času pandemije ta zasnova oziroma ta podsistem, torej zdravstveni sistem,
doživel krizo, kjer so se te ustaljene prakse, te vrednote preizpraševale. In to je ustvarilo plodna tla za razvoj krize smisla pri posameznikih. Za preverbo, ali se družbene krize povezuje tudi z krizo smisla pri posameznikih, sva torej, kot že rečeno, vzeli primer družbene in zdravstvene krize, ki se je zgodila v času pandemije, in intervjuvali smo 9 strokovnih delavcev iz zdravstvenih voda. To so bili... zdravstva, ki je bilo najbolj na udaru. Tako je, torej to so bili specializanti urgentne medicine, družinske medicine, ginekologije in tudi preventive. In pri osmišljanju teh intervjujev so se tudi, kot že omenjeno, naslonili na Bergerja in Luhmanna. Krovno vprašanje ga vidite na slajdu, torej kako zaposleni doživljajo to krizo z vidika sprememb, pri njihovi dotedanji osmišljenosti ciljev, pričakovanj in vrednot na 3 že prej omenjenih ravneh, torej na subjektivni, intersubjektivni in družbeni ravni. In zdaj bom malo šla skozi te rezultate, bom pa to zelo hitro naredila, zaradi da se da ohranjamo ritem te konference. In hkrati so tudi rezultati, vsaj meni, ko sem to analizo nekako počela, so se mi zdeli dokaj samoumevni oziroma blizu meni, lahko razumljivi, ker to so le poročanja ljudi. Če primerjamo to z nekimi bolj teoretičnimi pojmovanji krize družbe, je to veliko bolj usidrano v vsakdanjih ljudi, ki so dejansko šli skozi neko družbeno krizo. Torej, na hitro. Na subjektivni ravni smo opazili pri teh intervjuvanih občutke negotovosti, tudi izolacije, preobremenjenosti in tudi razočaranja nad ljudmi, torej nad tem, kako so javnost in mediji obravnavali zdravstvene delavce. Potem na intersubjektivni ravni, ki se seveda tudi povezuje z subjektivno, smo opazili tudi, da so naši intervjuvanci pogosto poročali o občutku nezaupanja, ki so ga prejemali od drugih, torej ne samo od svojih pacientov, temveč tudi od svojih nadrejenih, ki so delali te razne preglede stanja po na primer bolnišnicah ali pa zdravstvenih domovih. Torej intervjuvani so bili soočeni tudi z etičnimi dilemami in pa poročali so tudi o vplivih socialne izolacije, ne toliko pri sebi, kot pa pri nekaterih ranljivih skupinah v družbi, recimo pri ostarelih v domovih za ostarele in pa tudi pri otrocih in mladini, kjer je pomen socializacije še toliko bolj izpostavljen, še posebej, kadar ta ni mogoča, kot je bilo v času zaprtja med pandemijo. Iz ugotovitev iz teh intervjujev lahko potegnemo nekaj vzporednic z... spustila eno raven. Torej na družbeni ravni pa smo videli izgubo zaupanja v institucije na področju zdravstva in hkrati so tudi zelo doživljali stisko glede tega, da pomanjkanje kadra v zdravstvu in potem tudi posledična prestrukturacija kadra, ko so zdravniški delavci, ki niso imeli nobene veze z recimo cepljenjem ali jemanjem brisov, potem to tudi bili primorani početi. In pa opazili smo tudi to efekt, ki ga je imel na ljudi prenehanje teh običajnih podpornih sistemov, torej za ranljive skupine, kot tudi za recimo družine. Kot že rečeno,
lahko potegnemo nekaj vzporednic z teoretičnimi pojmovanji krize, ki jih je prej omenila Darka. In pa samo trenutek. Torej lahko vidimo vzporednice z recimo družbeno anomijo, to je ta pretrganje vezi med posamezniki in institucijami, vzporednice z kolektivnim stresom z področja psihologije, torej ko posameznikova pričakovanja niso izpolnjena glede na tisto, kar je bilo prej ponujeno v zdravstvenem sistemu, in pa pri Bourdieuju koncept družbenega nelagodja. Kar je zame tudi skozi te, kar ste že drugi predavali danes, in pa skozi to, kar je že Darka povedala, kar je bilo meni, kar mene še vedno matra tukaj, je ta nek razkorak med teoretičnimi pojmovanji, recimo krize družbe, in potem osebnimi izkušnjami ljudi, ki so vpeti v to družbo. Jaz nisem filozofinja, nisem sociologinja, do zdaj sem se ukvarjala bolj z empiričnimi perspektivami, z kvalitativnimi podatki, z proučevanjem doživljanja, in kar meni manjka pri teh debatah na temo različnih vrst kriz, je neka povezovalna nit, oziroma da tudi ta okvirja v sociologiji je ta neka tenzija med pozitivističnim okvirjem, ki obravnava družbo kot nekaj, kar lahko ločimo od posameznika, torej na eni strani pozitivizem in na drugi strani fenomenologija, kjer pa je ravno posameznik tisti glavni element, iz katerega lahko izhaja družba. Meni tu še vedno manjka neka povezovalna nit oziroma nek poskus, da bi šli čez te razlike med tema okvirjeva in skušali najti točke, kako lahko en okvir drugega dopolnjuje. To pa mislim, da je to. Hvala.